Jaz bi vas prav lepo pozdravila vse skupaj. Spoštovane gospe in gospodje, pred nami je občinski praznik, ki ga že drugič zapored obeležujemo kot teden dogajanja, torej dogodkov, ki v veliki meri pripravijo številne občanke in občani, združenih društvih, interesnih združenjih in drugih oblikah aktivnega civilno-družbenega udejstvovanja. Aktivnosti smo smiselno združili po dnevih in tako imamo v soboto 4. augusta otvoritveni dan, potem v nedeljo 5. augusta dan konjskih moči, v ponedeljek 6. dan turizma in društev, v torek 7. augusta dan občine in gospodarstva, potem v sredo bo potekala prireditev občine na prostem, v četrtek osrednja prireditev ob občinskem prazniku, v petek 10. kulturno-športni dan in v soboto 11. augusta sejemski dan, veliki zaključek na sejemskem dnevu z 28. tradicionalnim sejmom po celem Notmerki ter četrto malo nedeljsko konjenico. Vse skozi bodo seveda potekale zabavne, kulturne prireditve, bralne ulice, likovne delavnice za otroke, vodeni bodo ogledi mesta, dan odprtih vrat v muzeju ter drugi zanimivi dogodki, ki bodo bolj podrobne predstavile gospe in gospodje, ki so tukaj z mano, ki so seveda tudi zelo zaslužni, da smo pripravili tako bogat občinski program v okviru praznovanja občinskega praznika. Kot rečeno, veselje se začne v soboto, 4. augusta, to je otvoritveni dan. Zvečer bomo uradno odprli oziroma otvorili dogajanje v sklopu občinskega praznika in največ aktivnosti seveda je v toku tega dneva pripravil nogometni klub Ljutomer in sedaj bom prosila gospoda Mateja Vrbančiča, predsednika nogometnega kluba, da nam predstavi na kratko potek teh aktivnosti in sicer ob 9. nogometnega turnirja v spominu Jožeta Lebarja-Juša in pa koncert glasbene skupine Čuki. Hvala, županja. Lep pozdrav v imenu nogometnega kluba Ljutomer. Nogometni klub Ljutomer bo to soboto 4. augusta pripravil še 8. turnir spomina dolgoletnega nogometnega delavca Jožeta Lebarja-Juša. Na turnirju bodo nastopile 4 ekipe, poleg domače šeranski zmagovalec Rakičan, Središče ob Dravi in Pobrežje. Turnir se bo pričel ob 9. uri s tekmo Rakičan Središče ob Dravi, ob 10:30 uri pa se boste v drugi polfinalu pomerila še domači Ljutomer in Pobrežje. Popoldan ob 14. uri bo tekma za 3. mesto, ob 16. pa še za prvo. Vse tekme bodo odigrane na nogometnem stadionu v Ljutomeru. Od turnirju bomo zadevo preselili na glavni trg v Ljutomer, kjer smo priredili zabavo za Čuki. Zabava se bo pričela ob 20. uri. Lansko leto smo v času občinskega praznika pripravili zabavo skupino Vodrjani in bili presenečeni nad obiskom. Zato smo se tudi letos odločili, da organiziramo podobno zabavo. In prepričali smo, da so Čuki pravi izbor za željne zabave Ljutomerčana in Poljčane. Vreme smo naučili lepo, pripravili smo bogato srečo, stopnina pa ne bo, tako vabljeni si se pravi v soboto 4. augusta, da bomo uredali na glavni trg v Ljutomeru. Hvala lepa. No, v soboto bo tudi otvoritev likovne razstave v galeriji Ante Trstenjaka v Ljutomeru. Mi prosila gospod Silvo Kosi, direktorico Splošne knjižnice Ljutomer, da nam kaj več pove o tej razstavi. Torej, še enkrat hvala za besedo in prav lep pozdrav tudi z moje strani. Splošna knjižnica Ljutomer izvaja poleg knjižnične in muzejske dejavnosti tudi galerijsko dejavnost, zato se bomo že prvi dan začetka občinskega praznovanja vključili z odprtjem razstave v galeriji Ante Trstenjaka v Ljutomeru. Tokrat bosta razstavljali 2 mladi dami, dekleti, to sta Anja Kolenko in Teja Melin, pravzaprav obe naši domačinki. Anja Kolenko je študentka pedagoške fakultete, smer likovna pedagogika, Teja Melin pa je študentka Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Moram zraven dodati, ne morem si kaj, da sem ponosna na njo, saj sem jo tudi v preteklosti učila v osnovni šoli Ivana Cankarja v Ljutomeru. Naš strokovni delavec bo
zjutraj prevzel likovna dela, ki sta jih pripravili, in potem pripravil razstavo, tako da bo vse nared za otvoritev ob 19. uri zvečer in bo tudi nekaj za uvod povedal o teh delih in o avtorici. Hvala lepa. Hvala lepa. Potem nadaljujemo z nedeljo 5. avgusta in ta dan smo poimenovali kot dan konjskih moči. Seveda imamo za to dobre argumente. Bomo povabili najprej gospoda Milana Beleca, da nam pove, kaj se bo dogajalo ob praznovanju 20-letnice Ljutmerških puhovcev, gre za mednarodno srečanje društva, in pa gospoda Janka Slaviča, magistra Janka Slaviča, in sicer glede kasaških del in pa otvoritev muzeja Ljutomerskega kasača. Prosim gospoda, da predstavite potek nedelja. Hvala lepo, gospod Županja. Puhovci imamo dejansko za sebe 20 let delovanja. V teh 20 letih se je Ljutomersko društvo predstavilo kot eno izmed pomembnih dejavnikov same občine. Naša dejavnost je povezana tudi z tem, da smo napravili svoj muzej, pa vse ostalo. In 20-letnico dejansko praznujemo z letom 2012-13, ker je to tiste naše prelomne začetke. In prvič smo predstavili naša vozila na trgu v Ljutmerki pred 20 letmi, zato smo rekli, da je prilika za to priložnost, da postavimo naša vozila ponovno na ogled na sama trgu Ljutomera. Trg Ljutomera se spremenja, tudi naša vozila so se nekaj spremenila, ampak v bistvu tega je, da bude v tej prilike dosti več vozil, kot je bilo prvič. Zatem bo naša pot tudi z Ljutmerka šla na pot po Prlekije in zaključili bomo prireditev v Kejšerskem jezeri. To je tudi tista osnovna stvar, ki je zanimiva za ljudi. Tudi na te pote se lahko obiskovalci pogledajo, posebej pa so vabljeni na pogled vozil v Ljutmer, ker bude prišlo kar nekaj takšnih, ki so prvič in tudi edinstveno vozilo Tavlična Kolka. Ja, lepo zdrav v mojem imenu, v imenu Kasaškega kluba Ljutomer, ki praznuje leto že 137 let od prvih kasaških dirk. V nedeljo, tako kot vsako leto, planiramo v okviru občinskega praznika občine Ljutomer, sedaj 56. občinskega praznika tudi kasaške dirke. No, letos bo še pa seveda še pomembnejši dogodek za Ljutomer, za rejo, konjev, za Slovenijo, odprtje muzeja Ljutomerski kasač, kar pripravljamo že dolgo, lahko rečemo, ker mi smo imeli več razstav tudi razvoja teh konjereje pri nas v Sloveniji, v Prlekiji. Tako smo imeli od naši 120-letnici razstavo v galeriji Antona Trstenjaka, potem ob 130-letnici razstavo v Lokalcih, pri Svetem Juriju, potem smo imeli v Ormožu, v Žejo. No in takrat smo se tudi odločili, 4. leta je padla ideja, da poredimo muzejsko zbirko. To smo pripravili in v zahvalo občine Ljutomer in vsem prleškim občinam in nekaterim donatorjem, ki so nam prispevali sredstva, bo ta muzejska zbirka zagledala luč sveta v nedeljo v času kasaških dirk. Na samih dirkah, ki se začnejo ob 14. uri, bo 7 tekmovalnih dirk. Nastopilo bo 77 kasačev je prijavljenih, potem bodo tu pomembne dirke prvič v letošnjem letu, tako kot je že običaj v Ljutomeru, bodo nastopili dvoletniki. Potem je tu pomembna dirka tudi kvalifikacije za prvenstvo 3-letnikov in pa, bi lahko rekel, srednja dirka je dirka ljutomerskih kasačev. Ljutomerski kasač je tradicionalna pasma in tukaj bo nastopili 4-letniki, to se pravi tudi tisti, ki bodo tekmovali v derbiju, kateri bo 26. avgusta prav tako tu na hipodromu v Ljutomeru. Muzejsko zbirko bomo odprli od 16. uri. Častni pokrovitelj celotne prireditve, predsednik Republike, dr. Danilo Turk. No in mi smo zadovoljni, da smo k temu pristopili. Res je ogromno dela s tem, kajti prišli smo do nekaterih tudi, lahko rečem, podatkov novih, ki do sedaj niso bili znani.
ne nam, ne tudi drugim poznavalcem zgodovine. Kot veste, imamo zapisane določene stvari, ki jo je izdal ob 100-letnici knjigo dr. Angelos Baš leta 1974, konjske dirke v Ljutomeru, in potem še ob naši 120-letnici je bila tudi izdana knjiga o razvoju ljutomerskih konjskih dirk in kasačev. Za nas je pomembno, da smo odkrili, da so bile prve dirke dejansko, tako kot je že bilo navedeno, 12. septembra 1874 leta na podeželski cesti od križa na Lokalskem polju do Globetkinega mostu. In pa potem je tudi to pomembno, da smo odkrili prvo rodovniško knjigo, ki je šla leta 1897 v Avstro-Ogrski monarhiji, kjer je zavedeno 90 konjev iz današnjega ozemlja Slovenije, od tega 80 konjev iz reje ljutomerskega okraja in pa 10 konjev od veleposestnika Rudolfa Lipita iz Turnišča. Tam je bila velika kobilarna, ki je tudi seveda skupaj sodelovala z našimi kmeti tukaj, odnosno rejci. No, zanimivo je, da je tukaj bila edina taka reja na podeželju med kmete v tistih časih. Tudi seveda Graščaki so imeli, pri nas je bil zelo pomemben Šenkel, tukaj iz Lukavec, ki je bil veleposestnik, in pa Rozmanit iz Radvanja pri Mariboru. Tako da bodo vse te stvari bodo obvedanjene. Našli smo ogromno starih, mislim, registrov, kasačev in tako naprej. Sem samo 2-3 stvari prinesel vsem, ker seveda v muzeju boste se lahko to ogledali. In upamo, da smo nekaj našli novega, seveda pa muzej ni zaključen. Muzej bo še se dogoreval, ker bo še našlo kaj novega, ker mislim, zdaj je še tudi čas, ker še živijo tisti ljudje, pač neko so bili na prvih dirkah, nekatere stvari tudi spominjajo, da smo nekatere stvari tudi dokumentirali, ker imamo blizu čez 9000 dokumentov, hranimo sedaj v muzeju. To je vse od slik, pokalov, diplom, medalj, različne stvari, potem seveda tudi tisti zgodovinski zapisi, od nastanka društva Statut, ki je bilo registrirano 26. maja 1875 v Gradcu, in pa seveda potem tudi od zadruge za zrevje ved, ki je bila 1907. ustanovljena tukaj na Cvenu. Toliko, koliko pa še vas kaj zanima, pa še lahko kaj drugo. Hvala. Tako, in smo pri ponedeljku 6. augusta, kjer smo želeli posebno pozornost tudi nameniti našim društvom, ki delujejo na območju občine Ljutomer, kar več kot 100 jih je. Namreč naša društva so izredno aktivna, delujejo na različnih področjih, kultura, turizem, šport in tako naprej. In na nek način v znak zahvale za njihovo ta prostovoljni angažma smo tudi ta dan posebej namenili njim. Ob 18. uri smo na nek način organizirali državni večer z društvi. Nekaj društv bo tudi predstavilo svoje delovanje oziroma svoje dejavnosti. No, kot eno vrsto darilo, če se lahko tako izrazim, pa smo poskrbeli s pomočjo Ruskega centra znanosti in umetnosti, ki bo pripeljal kulinariko, pa tudi kulturni program v Ljutomer, tako da bi prihajalo nekako do izmenjave kulinarike, kulture med našimi domačimi društvi in Ruskim centrom znanosti in kulture. No, kot zaključek pa so z tega centra tudi pripravili predstavitev ene ruske komedije, filmske projekcije, ki bi se naj potem odvijalo v atriju mestne hiše. V torek 7. augusta pa je poudarek seveda na našem gospodarstvu. Namreč mislim, da smo ena izmed redkih občin, ki se lahko pohvalimo z uspešnimi gospodarstveniki, podjetniki, in me veseli, da se je tudi Obrtna zbornica že lani odločila, da bo v sklopu občinskega praznika tudi podelila priznanje najobrtnika. No, začeli bomo že dopoldan in sicer z velikovno delavnico za najmlajše, ko bom velik dom po poklicu in tako naprej, kar bo nekaj več povedala gospa Silva Kosi.
in pa potem pred prireditvijo Obrtnik leta 2012, ki ga bo predstavil gospod Daniel Zelkov, predsednik Obrtne zbornice, bo organizirana, to je novost, okrogla miza, pametna, trajnostna in vključujoča rast, ali jo lahko dosežemo. To pa je razprava med organizaciji in pa gospodarstveniki. O tem pa bo nekaj več spregovoril gospod Niko Miholič. Tako da prosim najprej gospod Osjevo, potem gospoda Miholiča in pa gospoda Zelka, da naj potem te zadeve predstavljali. Torek, 7. avgusta bomo v knjižnici sprejeli naše najmlajše, predvsem iz vrtca, lahko se pridružijo tudi drugi otroci, ki niso mogoče v varstvu vrtcu takrat. In bomo pripravili delavnico, kot je gospa županja že rekla, z naslovom, ko bom velik, bom, karkoli pač že ne. Najprej se bomo z otroki pogovorili, kaj bi oni želeli postati, potem pa imamo že pripravljeno delavnico, kjer bodo tudi oni ustvarjali in prikazovali različne poklice. Prevzeli jih bosta 2 knjižničarki, po potrebi seveda, ne, če bo toliko otrok, da jih bomo razdelili na 2 skupine. Ena skupina bo delala zgoraj na mladinskem oddelku, druga skupina pa na oddelku za odrasle v čitalnici. Tako da jih pričakujemo. Lep pozdrav. Torej, na ta dan, ko obeležujemo občine in gospodarstvo, smo z zavodom Za in proti, torej Zavod za kulturo dialoga. Za tisti, ki mogoče ne veste, to je ta zavod, ki organizira debatna prvenstva in debatna tekmovanja po srednjih šolah in osnovnih šolah. Torej, z njimi in občini Ljutomer smo se odločili, da pripravimo eno okroglo mizo, in sicer na temo pametna, trajnostna in vključujoča rast, ali jo lahko dosežemo. Ker je ta zavod za kulturo dialoga Za in proti seveda sodeluje zelo dobro in uspešno z gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, smo seveda tudi dijake, debaterje gimnazije Ljutomer povabili, da najprej pripravijo na nek način eno debato, in sicer o, kako bi temu rekel, o rasti ali trajnostni rasti, oziroma bolj specifično o ekoturizmu ali industrializaciji lokalnega okolja v Ljutomer. Na sami javni razpravi bomo z gosti spregovorili o razvojnih možnostih Prlekije, utemeljenih na načelih trajnostnega razvoja. Gosti bodo na nek način predstavili primere dobrih praks takšnega tipa razvoja v Sloveniji in na evropski ravni, ter predstavili svoje konstruktivne predloge o možnostih izrabe razvojnih potencialov naše regije. Okrogla miza bo kar pestra, in sicer povabili smo magistro Tanjo Fajon, poslanko socialnih demokratov v Evropskem parlamentu, docentko dr. Marto Gregorčič, ona je vodja programskega sklopa Urbane brazde v okviru Evropske prestolnice kulture v Mariboru, potem gospod Bogdan Oblak, ki je podpredsednik upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije, Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma za socialno podjetništvo, in gospod Marko Slavič, predsednik društva Ekoprlekija, ter Rok Sunko, direktor podjetja Pomurske elektrarne in partner v podjetju skupina Fabrika. Zdaj, hkrati bi pač rad to priložnost izkoristil, da tudi pozovem obrtnike, podjetnike oziroma vse občane, da se pridružijo te okrogli mizi in na nek način delijo svoje mnenje, ker se mi zdi, da bo ta okrogla miza dosti govorila o različnih možnostih in potencialih razvoja, zato je bilo fajn, da je čim več pride, da tudi slišimo mnenje občanov oziroma obrtnikov. Hvala lepa. Hvala za besedo in lep pozdrav. Leto je spet na odhod in pred nami je že druga prireditev Obrtnik leta 2012. V območni Obrtne zbornice Ljutomer, ki se prireja v sklopu občinskega praznika občine Ljutomer. Obrtna zbornica Ljutomer je na podlagi sklepa sprejetega na upravnem odboru območne Obrtne zbornice Ljutomer dne 15. februarja 2012 in pravilnika o dodeljevanju priznanj in častnih odlikovanj Obrtne zbornice Ljutomer objavila razpis v Pomurskem uredniku za podelitev priznanja Obrtnik leta 2012, ki se podeli članom zbornice za izjemne dosežke na področju samostojnega in osebnega dela ter vključevanja v delo slavnske organizacije. Letošnja prireditev in podelitev nagrada Obrtnik leta 2012 bo potekala v torek 7. avgusta ob 20. uri na glavnem trgu v Ljutomeru, kjer bo stal osrednji oder za prireditve. Po praznovanju 56. občinskega praznika občine Ljutomer. Slavnostni govornik
gospod Bogdan Oblak, podpredsednik upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije. V imenu Obrtne zbornice Ljutomer in seveda v svojem lastnem imenu vljudno vabim vse obrtnice in obrtnike, podjetnice in podjetnike in upokojene obrtnike in obrtnice Odločne Obrtne zbornice Ljutomer, ter seveda vse občanke in občane občine Ljutomer, da se priredite obeležijo in s tem počastite, da slavnostni počastite po podelitvi častnega priznanja obrtnika leta 2012. Hvala lepa. Prva pomembna dimenzija občinskega praznika seveda so dogodke, ki so bliže delo predstavljeni, delo še bodo predstavljeni. Druga pomembna dimenzija pa seveda je vprašanje, s čim se imamo za pohvaliti. Namreč občinski praznik je tudi obenem priložnost, da potegnemo črto pod delo v preteklem letu, ugotovimo, kakšno je stanje v občini, torej kaj praznujemo, kje so naše prednosti, kje slabosti, kako bomo posegli po novih priložnostih za preboj in seveda uspeh. To so teme, o katerih bomo razpravljali v sredo, 8. avgusta, v sklopu prireditve občine na prostem. Že lani je bilo organizirano na podoben način, vendar imamo letos več dogodkov in sicer predstavljali se bomo tako občinski kot državni organi, zavode, podjetja, z ciljem, da se želimo približati našim občankam in občanom, želimo postati čim bolj prijazen in profesionalni upravni servis. In seveda o dosežkih dosedanjega dela in dela v prihodnje bomo spregovorili na javni novinarski konferenci, ki bo organizirana na glavnem trgu. Sproščeno bomo klepetali tako kot v preteklem letu. Županja, javni uslužbenci, občinski svetniki in vsi ostali zavodi, ki se bodo predstavljali predstavniki podjetij z našimi občankami in občani. Lani je bil odziv presenetljivo dober, tako da res povabilo občanke in občanom, da pridejo na glavni trg, da povejo svoje probleme z vsemi tistimi, ki bomo na glavnem trgu v sredo, smo se dogovorili, da bomo ljudi seznanjali o njihovih pravicah, o njihovih dolžnostih. Izdane bodo tudi priložnostne brošure, kdaj, v katerem času uveljavljati kakšne pravice, da ljudje ne bodo za bilo kaj prekrajšani do česa, ki imajo pač pravice. Tako da res tu bi bil predlog, da se občani in občanke udeležijo tega dogodka. Seveda vseh, posebej pa tukaj tisti, ki želijo izvedeti o svojih pravicah in tisti, ki se želijo tudi zaupati v morebitnih krivicah, ki so se jim zgodile pač v preteklosti. Potem so na ta dan tudi organizirane zabavne kopališke igre, v katerih bo malo več pregovoril gospod Branko Žnidarjevič, direktor športno-izobraževalnega Šima, zavoda našega. Bi pa še jaz dodala tukaj, ob 7. zvečer je predvideno z Varkovskega slovenskega tabora inštalacija Faraonove sanje, 7 suhih krav. To so skulpture Roberta Juraka. To je novost, ta gospod je sodeloval tudi v sklopu Grossmanovega festivala in želi seveda skulpture predstaviti tudi širši javnosti. In pa seveda poskrbljene tudi za gledališki večer. Zato je poskrbelo kulturno-umetniško društvo Ivana Kavčiča iz Ljutomera. Tako za mladino kot za odrasle bosta 2 gledališki igre in sicer za mladino videoklub, za odrasle pa Sketch Hec. Sedaj pa še prosim, da gospod Žnidarjevič predstavi za sredo izvedbo zabavnih kopaliških iger, ki se bi naj odvijale na letnem kopališču v Ljutomeru. Lep pozdrav tudi v imenu Športne zveze Ljutomer in javnega zavoda za šport za izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, ki v bistvu skozi celotno poletje skrbita na nek način, da imajo naši mladi in malo manj mladi kaj za početi v teh prostih dneh. In ena izmed novosti, ki smo se v letošnjem letu lotili, je priprava kopaliških iger, ki se odpara z prireditvijo, ki je bilo prej rečeno občino na prostem, v organizaciji občine Ljutomer. Ocenjujemo, da bo to prijetna popustitev športnega poletja v Ljutomeru, pa ne samo športnega, ampak predvsem zabavnega, kajti kopališke igre imajo predvsem
državni značaj in namen za popestritev, pa smo seveda dodali tudi kanček tekmovalnosti, da bo vse skupaj bolj zanimivo. V bistvu bodo igre torej 8. avgusta ob 17. uri na letnem kopališču v Ljutomeru, upamo in verjamemo, da bomo imeli primerno vreme, da slučajno ne bi bilo komu prevroče, ker bomo v vodi. Torej, prijave bomo zbirali na sam dan tekmovanja, izvedli bomo 4 igre, lahko jih kar povem, gre za veslanje, štafetni tek, vlečenje vrvi in pa pobiranje zaklada. Več o podrobnostih teh iger bo objavljeno tudi na naši spletni strani www.sinjutumer.js, kjer bodo tudi na razpolago vse ostale informacije. Pa mogoče še ta podatek, da so igre zamišljene tako, da bi sodelovali mešane postave, dvojice, moški, ženska. Če seveda tega ne bo možno, tega bomo seveda tudi pravila prilagodili, preprosto zaradi tega, ker je prvič in želimo, da bi se vendarle ta prireditev izvedla. Pa še ena informacija, sodelovanje na igrah je brezplačno, vsi nastopajoči oziroma sodelujoči pa bojo prejeli tudi spominske majice, pa še verjetno kakšno praktično darilo, vsaj prvo pa zmagovalna ekipa prvih teh kopaliških iger v Ljutomeru, ki smo jih poimenovali Ljutomer oziroma Lotmer na vodi. Hvala lepa. Mislim, da smo vsi poskrbeli za določeno presenečenje. Ne vem, kako se zdaj obljubo majice, nikom bomo niko, še malo bolj zanimivo. No, smo že pri četrtki, 9. avgusta. No, moram povedati osebno, da sem zelo vesela, da se sedež Trstenjakove fundacije seli v Ljutomer, potem nam bo več povedal gospod Klaus Dieter Požgan. Lep pozdrav v imenu ustanove dr. Antonija Trstenjaka, ki bo v četrtek v Ljutomeru organizirala krajšo svečanost ob priložnosti prenosa sedeža Trstenjakove fundacije v Prlekijo. Fundacija deluje že več kot 20 let, trenutno je njen sedež v Ljubljani in z željo, da se približa okolju, za katerega tudi dela, to je Prlekija, Slovenske Gorice in Haloze, se je pač uprava odločila za to, da zaradi večje operativnosti prenese sedež v Ljutomer. Zdaj prireditev oziroma svečanost se bo pričela ob 17. uri v atriju mestne hiše v Ljutomeru. Na prireditev bodo seveda razen občanov vabljeni tudi župani, posebej župani območja Prlekije, Slovenskih Goric in Haloz, ter vidnejši predstavniki večjih podjetij območja delovanja ustanove. Goste bo pozdravila županja občine Ljutomer magistra Olga Karba, nadalje bo častni predsednik ustanove, predstavnik ustanovitelj magister Milan Dovrenčič predstavil na kratko dosedanje 20-letno delovanje ustanove. Novi predsednik uprave, dr. Henrik Jerkeš, pa bo predstavil vizijo nadaljnjega delovanja ustanove ter izzive, pred katerimi se znašla v današnjem času. In kot je to pri Prlekih navada, bo seveda sledil kulturni program z ljutomerskim moškim oktetom Arijom in družabno srečanje ob izvrstni domači prleški kulinariki, tako da bodo vabljeni. Posebej pa še bomo seveda tudi organizirali novinarsko konferenco, kjer bomo kaj več povedali tudi o konkretnih ciljih za naprej in tudi o namenih, ki jih imamo z selitvijo sedeža. Hvala lepa. Hvala lepa. V četrtek bo tudi spet ponovno poskrbljeno za naše najmlajše, pa prosto mogoče gospod Silvo, da nam malo več povemo v ranih kuricah za otroke. V četrtek bomo aktivirali našo knjižničarko, pravljičarko in mladinsko pisateljico Jasno Branko Staman, ki bo v objemu 100-letnih hrastov v parku prvega slovenskega tabora izvedla bralne urice za najmlajše. To je že ustaljena praksa sicer vsak avgust, ko prirejamo tudi pravljice pod hrasti, tako da mislim, da bodo
otroci z veseljem prišli in s sabo prinesejo tudi kakšno blazinico, da potem lahko sedijo na njej in uživajo. Hvala lepa. No, ravno 9. avgusta praznujemo naš občinski praznik in v 20 uri zvečer je predvidena slavnostna prireditev 56. občinskega praznika v Domu kulture v Ljutomeru. Na tej prireditvi bodo podeljene priznanja občinskega sveta občine Ljutomer, eno priznanje z denarno nagrado in pa priznanja županja občine Ljutomer. Tako da tukaj se vsako leto mogoče ukvarjamo z vprašanjem, kdo je vabljen. Mogoče so tukaj občani včasih malo zadržani, češ, da je to seja za člane občinskega sveta in tiste, ki delujejo v sklopu inštitucij. Vendar temu ni tako. Seveda, vljudno so vabljeni vsi občanke in občani, da nekako skupaj slavimo naš praznik in smo ponosni na to, da živimo v občini Ljutomer. V petek 10. avgusta je predviden kulturno-športni dan in sicer dan odprtih vrat na letnem kopališču v Ljutomeru, kar pomeni, da imajo vse občanke in občani prost vstop. Jaz bom to hitro povedala, da ste pravisla. Potem ob 11. je dan odprtih vrat v muzeju v Ljutomeru, potem gospa Silva Kosi, mogoče, če je potrebno. Potem vodeni ogled po znamenitosti Ljutomera je strani lokalne turistične organizacije organizirano. No, taborski tek in pohod, tradicionalna prireditev, o tem gospod Branko Žnidarič. Jaz pa še mogoče na koncu zvečer pol 7 ure, 18:30, otvoritev nove komunalne infrastrukture in otroškega igrišča na Juršovke. Gre za investicijo, ki pač glede na to, da je čas počitnic, da so otroci doma, smo se pač odločili, da bomo vseeno naredili izjemno, da bomo odprli eno novo pridobitev, drugih je več, vendar jih ne prakticiramo v sklopu občinskega praznika, njihova otvoritev bo takrat, ko so izgrajene, ampak ravno ta investicija je zapadla v ta čas, tako da bomo predali svojemu namenu igrala in pa komunalno opremljene parcele, ko so tako že bile prodane. Tako da prosim najprej gospod Silva Kose, mogoče glede muzeja, potem pa še gospod Žnidarič. V petek 10. avgusta bo naš muzej odprt od 11. do 19. ure, zato ker se prilagajamo dogajanju na trgu v Ljutomeru. Za tiste, ki še ne veste, možen bo ogled 3 zbirk, ki so stalne v našem muzeju. To je prvi slovenski tabor, potem Grossmanova soba in zbirka Ljutomera. V Grossmanovi sobi bo možen tudi ogled kratkih Grossmanovih filmov ali tudi film o Ljutomeru, pa še kaj po želji obiskovalcev. Tako da vabljeni, brezplačno seveda. Gospod Žnidarič, taborski tek, prosim. Torej, prvi tek smo v Ljutomeru organizirali leta 1996, takrat se je imenoval sejemski tek in zadnje 3-4 leta ga imenujemo taborski tek, seveda iz preprostega razloga ob obletnici, visoki obletnici prvega slovenskega tabora se nam je zdelo smiselno, da se tudi v športu pridružimo širjenju bogate kulturne in politične tradicije našega kraja in na tak način poskušamo tudi ostalo slovensko javnost seznaniti s tem, kako pomemben delež v zgodovini slovenskega naroda je Ljutomer v preteklosti upravljal. Prireditev bo torej 10. avgusta s pričetkom 17. uri. Prijave bomo zbirali 2 uri pred prireditvijo. Seveda je tek že po ustaljeni navadi od najmlajših kategorij pa tja do tistih najstarejših, tudi nad 70 let, se pravi za super veterane. Imamo, moram reči, da pričakujemo tam nekje okrog 300 tekačev in pa okrog 50 in 60 pohodniki, kajti tudi pohod imamo organizirano, to je pa v sklopu sodelovanja s planinskim društvom Ljutomer.
Udeležba za šoloobvezne otroke je brezplačna, medtem ko za članske kategorije je prijavljeno 5 evrov. Vsi nastopajoči prejmejo spominsko majico z logotipom Tarnskega teka, najmlajši pa tam niti ne določamo vrstnega reda, pa prav vsi prejmejo poleg majice tudi spominsko medaljo za spomin na ta tek v Ljutomeru. Želimo se lepo vreme in čim več tekmovalcev. Hvala lepa. In že smo pri koncu. V soboto 11.8. imamo sejemski dan. Prosim gospoda Antona Vrbnjaka, da nam kaj več pove o četrti malonedeljski konjenici in pa potem gospoda Valentina Ozera, ki ide izvedbe 28. prleškega sejemka po celem letu. Hvala lepa za besedo. Mi že organiziramo turistične društvo Mala nedelja Radostovci četrto konjenico. To je srečanje konjenikov praktično iz cele Slovenije že. Prijavljenih imamo do sedaj preko 40 udeležencev. Pričeli bomo 8 uri s zbiranjem na kmetiji Goršič, kmečki muzej v Drakovci. Od 9 do 10 ure planiramo, da bo odhod v organiziranem pohodu. Jahali bomo okrog po okolici Male nedelje, tudi v občino Sveti Jurij, tam gremo na potok Ljubezni, tam bo postanek za kosilo. Vrnili se bomo okrog 18. ure, takrat po 18. uri bo druženje državno srečanje, nekje do 22. ure planiram, kar da se tudi vabljeni po naših prioritet. Prav lep pozdrav v mojem imenu in v imenu turističnega društva Ljutomer, ki letos prireja 28. sejem po celem odmerki, kar pomeni, da smo nekje na polovici, kar se tiče občine 56 let, konjeniki imajo še malo več, mi smo pa letos pri 28. obletnici. Malo samo zgodovine, čeprav je to, smatram, že poznano, da v bistvu je turistični delavci so pred 27 leti strnili glave in organizirali prvi prleški sejem po celem Notmerku v skladu z zapisom, filmskim zapisom, katerega je zabeležil naš vojak Karl Grossmann. No, v teh letih se je potem sejem razvijal v svoji obliki in dejavnosti in lahko ugotovimo tudi, da je tudi, smo imeli sejemski tek, potem je tudi Radio Max poročal iz sejemskega teka, potem zelo dobro sodelujemo, kakor je bilo prej omenjeno tudi oziroma je bilo rečeno ob 20-letnici je Puha, ki so bili tudi na sejmu. No, letos bo, kakor je bilo rečeno, 28. sejem, začne se ob 9. uri zjutraj, do 9. ure igra naša godba Napihala, godba kulturnega društva Ivan Kavčič Ljutomer. Med 9. in 1. uro je kulturni program s predstavitvijo udeležencev sejma, od 1. ure pa do 2. ure pa je poskrbljeno za druženje in zabavo. Letos nam je uspelo dobiti kar pestro ponudbo. Očakujemo 7 ansamblov, tako da bomo zvečer se zabavali z ansamblom Alpske kvintet in pa Nova Legija. Letos pričakujemo nekaj zadnjih let, nekaj med 110 in 120 obiskovalci in naš trud se je sedaj končno poplačal, namreč začele se je pojavljati še dalje več obrti, rokodelcev, katere bomo postavili oziroma so nameščeni na glavnem trgu pred mestno hišo. Sedaj je malo lažje oziroma malo drugače organizirati sejem, ko imamo novi trg, kakor pa včasih. Za hrano pijačo smo poskrbeli in naj še povem, da bo v tem času, v soboto, odprt tudi muzej od 8. pa do 13. ure, tako da bomo poskrbeli za vse potrebe naših obiskovalcev od kulturnih do zabavnih užitkov. Hvala lepa. Izvolite, če da bi nekdo mogoče kar vprašal.
podrobnosti. Županja, tudi delegacije pokratene občine, kdo pride? Pridejo delegacije iz pobratenega mesta Užice. Spolnega so se upravičili. Spolnega ne bo. Pa Nemčiji? Nemčiji. Mislim, da še predvideli. Užice potrebno. Ja. Hvala lepa. Mogoče kdo? Hvala lepa za izčrpne predstavitve. No, mi smo prepričani, da se bo za vsakogar našla kakšna prav posebna prireditev. Zato vljudno vabim vse občanke in občane, kot seveda tudi naše sosede iz Pomurja, da se v tem vročem avgustovskem tednu zabavajo v naši družbi. Obenem se res iskreno zahvaljujem vsem, ki so na kakšenkoli način tvorno prispevali k pripravi tega tedna. Iskreno hvala. Rada pa bi se posebej zahvalila tudi vsem podjetjem, ki bodo prispevala k izvedbi tako bogatega občinskega praznika, da bo počutiti vse naših občank in občanov ter vseh gostov odlično. In jaz bi se jim javno zahvalila, to je Klingra DOO, Karba MG DOO, komunalno podjetje Ormož DOO, Krka DD, KSP Ljutomer DOO, Legartis DOO, Mahoter DOO, Mnogorad Lotmerk DOO, PNF Jeruzalem Ormož DOO, Radenska DD, SGP Pomgrad DD, skupina Pamvita DD, Zavarovalnica Maribor DD in pa so še čovne odliče. Tako, mislim, da smo pripravili dobro prireditev, res iskrena zahvala vsem in seveda tudi vas vabim, da se nam pridružite na naših prireditvah.